Čebelam je cvetni prah glavni vir beljakovin, ki jih nujno potrebujejo za svoje preživetje. Potrebujejo ga tudi za razvoj zalege, saj z njegovo pomočjo izdelujejo matični mleček, zakrmljene ličink in matice. Za človeka je cvetni prah izjemno naravno prehransko dopolnilo, ki ima mnoge krepilne in blagodejne učinke. Dokazano je, da zaradi odvzema peloda čebelja družina ni prizadeta. Več, ko ga poberemo, bolj pridno ga čebele nabirajo. Cvetni prah nabirajmo v zdravem in čistem okolju. Prostor intenzivnega kmetijstva zaradi uporabe pesticidov ni primeren. Cvetnega prahu ne smukamo v primeru škropljenja sadnega drevja v okolici čebelnjaka. Stojišča naj bo med rastišči raznovrstnih rastlin in v neposredni bližini doma, saj je treba osmukanec dnevno pobirati iz predalčkov. Najstarejši način pridobivanja cvetnega prahu je zamudno izkopavanje iz celic satja. Tako pridobljen cvetni prah se imenuje izkopanec. Čebele grudice peloda odložijo v celice, panjske čebele pa mu dodajo nekatere encime, izločke žlez in med. Takšen cvetni prah ima večjo vrednost. Izkopati ga je mogoče zelo preprostim orodjem, ki ga lahko izdelamo tudi sami. Žico iz nerjavečega jekla, debeline milimeter ali milimeter in pol, na enem delu sploščimo s kladivom, jo nekoliko ukrivimo in rahlo obrusimo, da dobimo nekakšno žličko širine okoli 4 mm. Drugi, nesploščeni konec žice vsadimo v leseni ročaj. Sad s pelodom položimo na ravno podlago. Žličko potisnemo ob steno celice do njenega dna, nato jo rahlo nagnemo in izvlečemo vsebino. Praznimo celico za celico, pri tem pa pazimo, da je pelod čim bolj čist, brez voščenih delcev. Izkopanec se sme pridobivati samo iz deviškega sadja. Z žličko sad precej poškodujemo. S pobiralcem je poškodb manj, pobiranje pa je enostavnejše. Drug način pridobivanja cvetnega prahu je odvzem peloda s čebele ob vstopu v panj s posebnim orodjem, ki se ga je prijelo ime smukalnik. Tako nabranemu cvetnemu prahu rečemo osmukanec. Poznamo zunanje in notranje smukalnike. Zunanje namestimo istočasno na vse panje, saj bi drugače čebele prehajale v sosednje panje brez smukalnikov. Prve dni naj bo smukalna mrežica odprta, da se čebele vletijo in navadijo na novo pročelje. Primernejši so smukalniki, kjer mrežica pomakne v notranjost, saj čebele že po nekaj urah normalno prehajajo skozi. Notranji smukalniki niso vidni na pročelju panja in tako ne motijo čebel pri prepoznavanju svojega bivališča. Čebele izletavajo nad smukalno mrežico skozi okrogle luknjice, podaljšane s plastičnimi cevkami. V panj pa se vračajo skozi žrelo pod smukalno mrežico. Za razliko od zunanjih ščitijo cvetni prah pred nečistočami in voščenimi delci, ki jih čebele čistijo iz celic. Cvetni prah, nabran na tak način, ne potrebuje dodatnega čiščenja in ga lahko takoj po odvzemu globoko zamrznemo. Smukalnike nastavimo proti koncu marca ali v začetku aprila, saj je takrat v panjih veliko odkrite zalege, v naravi pa obilo cvetočega rastlinja. Najboljši čas za smukanje je čas burnega spomladanskega razvoja, ko je v panjih vsaj 5 do 6 satov zalege in ko je ta večji del odkrita. Donos cvetnega prahu je večji v vlažnem vremenu, po dežju in dopoldanskem času. Največji donosi cvetnega prahu so na sadnem drevju, kostanju in javorju. Smukalnike pustimo, dokler traja sezona, to je do druge polovice julija ali začetka avgusta. Smukalno mrežico odstranimo.
Družini s popnelo zalego, saj mumije, ki padejo v predalčke, onesnažujejo pridelek. Po rojenju ali preleganju, saj nesprašena matica ne more skozi smukalnik. Če je dalj časa suho, saj takrat v naravi ni cvetnega prahu. Tudi v času intenzivnega medenja odstranimo mrežice, saj ob nabiranju nektarja čebele izletijo od 20 do 40 krat na dan, prehajanje skozi smukalnike pa je zamudno. Nekateri čebelarji menijo, da družine s smukalniki prinesejo tudi do polovice manj medu. Drugi so prepričani, da je ta ocena pretirana in da donos medu s smukanjem ni bistveno zmanjšan. V dobrih pogojih je od močne čebelje družine mogoče dobiti do 150 gramov peloda na dan. Čebelja družina rabi za svoj letni razvoj od 20 do 50 kg cvetnega prahu. S smukalnikom jim je mogoče odvzeti okoli 10% prinesenega prahu, kar je od 2 do 5 kg letno na družino. Zaznamujmo tiste panje, ki prinašajo več cvetnega prahu, in iz teh razmnožujmo nove matice. Količina nabranega cvetnega prahu se občutno zmanjša v pripravah družine na rojenje ali pri preleganju. Takim družinam odvzamemo satez pokrito zalego in z njimi okrepimo tiste družine, ki jih imamo za nabiranje medu. Včasih čebele iz nekaterih panjev nočejo prehajati skozi smukalne mrežice in raje sploh ne letijo. V takih družinah je potrebno zamenjati matico in počakati na novo generacijo čebel. Pri nakupu in namestitvi zunanjih smukalnikov moramo biti posebej pozorni na to, da se dobro prilegajo panju, da je pokrov smukalnika iz pločevine ali plastike, da imajo 2 do 3 mm debelo smukalno mrežico z robovi, ki jo je mogoče odpreti na stranici smukalnika, da imajo izhod za čebele in trode skozi posebno režo, da je smukalna mrežica nameščena v notranjosti, tako da jo čebele ne vidijo, ko se vračajo v panj, da je mrežica, skozi katero pada cvetni prah v predalček, nerjaveča, da ima predalček za cvetni prah dno pokrito z nerjavečo mrežico. Tudi notranji smukalniki, nameščeni v visoki podnici, morajo imeti ravno tako 2 do 3 mm debelo smukalno mrežico z robovi, nerjavečo mrežico, skozi katero pada osmukani cvetni prah, in predalček tudi z nerjavečo mrežico. Paziti moramo na pravilno namestitev notranjih in zunanjih smukalnikov, saj še tako majhno špranjo čebele povečajo in jo izkoristijo za prehod v panj. Vkolikor se špranja pojavi, jo moramo takoj zatesniti. Kemijska sestava cvetnega prahu je zelo ugodna za razvoj mikroorganizmov, ki se ob vlagi in neustrezni temperaturi razmnožujejo ter s tem kvarijo in manjšajo njegovo vrednost. Zato moramo dnevno pobrani cvetni prah takoj zamrzniti ali posušiti. Plesniv cvetni prah v celoti zavržemo. Po odvzemu iz zamrzovalnika cvetni prah čim prej posušimo ali svežega uporabimo. Sušimo ga na gostih mrežah, v senčnem in suhem prostoru, na prepihu ali v sušilnih omarah pri temperaturi največ 40 stopinj Celzija. Pri temperaturah nad 45 stopinj začnejo beljakovine v cvetnem prahu propadati, s tem pa izgublja svojo vrednost. Med sušenjem ga večkrat premešamo, zlasti če je plast peloda debelejša. Osušen in očiščen cvetni prah je najbolje hraniti v PE vrečkah v temnem, suhem in hladnem prostoru. Lahko ga pakiramo tudi v manjšo embalažo, ki označimo skladno s pravilnikom o predpakiranih izdelkih. Na nalepki mora biti označeno ime izdelka, rok uporabnosti, neto količina, ime in naslov proizvajalca, serija, lahko tudi pogoji shranjevanja. Tudi če se odločimo za zamrzovanje, osmukanec hranimo v PE vrečkah za živila. Če bomo cvetni prah skladiščili pod ustreznimi pogoji,
Znaša rok trajanja od 1 do 3 let.